Zakaj tako grdo poješ? Lea je vprašala, zakaj grdo poješ. Meni se je zdela himna prej odlična, ne vem, no. Vid voditelj na Radiu Robin. Damjan Murko, ki zdajle prihaja v naš studio in to s torto. Wow, Damjan. Evo, tortica, čak da se ne sliš, tortica za ekipo in zate, to ni sam zate, ne za ekipo. Aha. Nova sezona in vse najboljše. Hvala dve lepa. Svečki za novo sezono. Pa tudi 2 svečki, ker je druga sezona. Gremo pihat. Tu zdravljico znaš zapet, ne? Jo, bog ne daj. Ja, lej, matraš. vsaj deklamirati, kaj ti, nekateri politiki niti tega ne znajo, se ne vidiš? morejo s tem pohvaliti. Tako jo recimo zapoje nekdanji minister za gospodarstvo Počivalšek. Jo znam, vsaj prvo kitico se moram potruditi. Ne bi zatreniral. Ne bi zdaj treniral. Tako pa jo zapoje oziroma deklamira ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon. Živena vsi narodi, dokler ne čaka dan, da koder sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan, da rojak. Nisem najboljša pevka. Aha, ok, ni najboljša pevka, ampak jaz mislim, da moramo aktualnim politikom pokazati, kako se poje slovenska himna. Murko, a si pripravljen? A moram. A moraš? Gremo. Živena vsi narodi, ki hrepeni dočaka dan, da koder sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan. Da rojak prozbo vsak, ne vrak le sosed bo mejak. Da rojak prozbo vsak, ne vrak le sosed bo. Ne vrak le sosed bo mejak. Ni bilo tako slabo. Škoda, ker se po himni ne ploska. Drugače bi zdaj skandirali. Zdaj bi vsi ustali, tako da evo, Damjan Murko. A kapela, prosim, lepo. In boljš kot pred leti. Absolutno, veš, da sem prav ni po scenariju. Ne, je bilo kar v redu. Kaj pa umetna inteligenca? Ja, ko se s tabo pogovarjam, imam občutek. Veš, kako deluje? Nekaj vpišeš vprašanje tako, in dobiš... in ti odgovor za vse rečeš recimo Damjan Murko in ti obrazloži, kdo je Damjan Murko. In točno to sem jaz naredil. Vem, prav vidim te. Točno to. A si to že naredil? Ne. No, evo, zdaj boš zvedel, kaj pravi umetna inteligenca. Damjan Murko je slovenski pevac in zabavljač, rojen 14. julija 1973 v Ljubljani. Je zelo priljubljen javni nastopajoči v Sloveniji in znan po svoji visoki energiji med nastopi. Delno. Delno. Letnik je skoraj 10 let preveč. To je, mislim, v Ljubljani nisem, jaz sem čist Mariborčan. Datum je bil tu čist faljen. To sploh ne bom komentiral. Greva dalje. Ja. S svojimi nastopi je pridobil veliko število oboževalcev, znanih kot Murkojčki. A so tvoji oboževalci Murkojčki? Ej, ta umetna inteligenca je meni malo sumljiva, veš? Murkojčki. Tako je vrgula. Meni je lušno mi je. No? Lušno, jaz bi... Od danes naprej so Murkojčki. Ti si tudi članjen. Martinček. Meni potekajo prijave pri meni in 5 evrov želim na osebo. Na osebo. Za prijavo. Tako. Ok, še kar poceni. Ja, gremo naprej. Velja tudi za precej nestrpnega, ko je govora o homoseksualni skupnosti. Ja, grozno. Kdo pa ni res, jaz sem pa odprt. Jaz sem imel vse ljudi rad. Tudi katolike. Posluš, 9-letna Lea, ti bo zdaj postavila nekaj vprašanj, pa dejmo slišati to ta prvo. Zakaj mi mama ne dovoli gledati tvojega koledarja? Ja, Lea, takole je. Jaz mislim, da je mamica bila tako navdušena nad mojim koledarjem, da ga enostavno ne želi deliti s tabo. Čez par let pa verjamem, da boš z veseljem kupila in listala moj koledar sama. Ok, dobro, gremo naprej. Zakaj tako grdo poješ? Lea je vprašala, zakaj grdo poješ. Meni se je zdela himna prej odlična, ne vem, no? Jaz mislim tako, da bi mamica morala tebi prepovedati tudi to, da me poslušaš, ne sam gledati. Damjan, kdaj je išla tvoja autobiografija oziroma biografija?
Pojma nimam. 2008 sem se poročil, 2010, pojma nimam. 2 leti po poroki mogoče, ne vem. No, bova zračunala. 2008 si se poročil, Ja. 2010. A sem rekel prav? A sem rekel? In oče tvoje biografije je kdo? Mama. Mama. Zakaj? A je ona Oče, rekla? ne, čist prvi je pa rekel Zmago Jelinčič. Zmago Jelinčič, plemeniti. Zmago, kako ste prišli na zamisel, da bi Murko mogel izdati biografijo? Enostavno, zaradi tega, ker je tako prepoznavna osebnost, v medijskem prostoru je dosegel pravzaprav več kot vsi ostali. Poleg tega pa tudi, mislim, da je predaval na FDV-ju o tem, kako je treba izvajati marketing. To bi lahko bil učbenik, poleg tega se je pa še fajn mov, pa ene parkrat smo se ga skupaj napili. No. In to je kar v redu. Kje ste se ga napili? Rad ima Zmaga. Ja. Zaradi njegovega dolgega jezika, res Tako. ga imam rad. Pa so vam všeč besedila njegovih komadov? Ja, seveda, besedila morajo biti taka, da te privlečejo, da te pritegnejo, da se smeješ, predvsem, da reagiraš na njih. Ne pa, da ti eden cvil, da pustila me, jaz sem šel, zdaj se bom pa z joko, bom kar umrl. Ja. Dej. To je vse poženščino pri nas, ne. Besedila. Ne? Ja. Govorimo o besedilih. Ne o osebah. ljudeh, Ja, zato ker pol Murko pa... Ne? Sicer pa imate kako sporočilo mogoče za Murkota? Ja, nič ne, bi bilo fajn, če bi se kdaj dobili na kakšni žurki, recimo Nujno. takrat, ko smo bili gor v Velenju, ko je bila opasna veselica tam. Ker so bile babe zraven. V hotelu Prvikici. Ker so bile babe zraven. Prvikici v Velenju, kaj se je dogajalo Prvikici v Velenju? Praznovanje. Je bilo praznovanje? Je bilo. Je bil zmagovalno plemeniti večer. Oplemeniten. VIP voditelj vsako sredo popoldan na Radiu Robin.